Župani o novi prostorski in gradbeni zakonodaji. Po tednu Medvoške Karitas. Nadzori za nazaj, priporočila za naprej. Društvo upokojencev Pirniče praznuje okroglih 40. Peš brez težav po Iranu. V znamenju premier. Glasba je balzam za dušo. Lepo pozdravljeni. V naši občini je včeraj potekala 13. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. To je največjo reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji in šteje 178 občin članic, med drugim tudi občino Medvode. Ključna tema seje je bila nova prostorska in gradbena zakonodaja. Kot je Skupnost občin Slovenije zapisala v vabilu na sejo, ki je bila odprta za javnost, je obravnava gradbene in prostorske zakonodaje še posebej pomembna, saj so bili prejšnji teden v vladno proceduro vloženi predlogi zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona in zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki pa predhodno niso bili usklajeni s stališči občin. Poleg županj in županov predsedstva je na seji skupaj s sodelavci sodelovala tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, nekdaj tudi sama županja. S kakšnim poročilom prihajate danes sem na Skupnost občin Slovenije? Da gre zakonodaja v procesu naprej, da smo odprti za vse pripombe, ki pomenijo jasnejše in boljše izvajanje zakonodaje, da bo sam proces sprejemanja v prvi polovici naslednjega leta in da se da še vedno vključiti pripombe, ki bodo pripomogle k boljšemu izvajanju zakonskih določil. Če bi prišel z njihove strani očitek, da jim mogoče nalagate spet nove obveznosti, ki bodo finančno potem nepokrite, kaj bi dejali? Za občine teh novih finančnih obveznosti ni. Je pa res, da organizacijsko bodo občine, ki se bodo znale povezati in organizacijsko urediti svoje notranje razmerja, bolje in uspešneje delovale v naslednjih letih pri prostorskem planiranju. Zbrani župani so pozdravili namero, da spremembo zakonodaje vlada poskuša skrajševati postopke pri spremembah občinskih prostorskih načrtov. Uvaja možnost regionalnega prostorskega načrtovanja s skupnimi službami večjih občin. Pozdravili so tudi informacijo, da so do marca prihodnje leto še vedno možna usklajevanja. V nasprotju z ministrico pa so bile strokovne službe Skupnosti občin Slovenije skupaj z župani prepričani, da finančne posledice za občine bodo. Predvsem, če bo dejansko na občinsko raven prenesen nadzor nad gradnjo enostavnih objektov. Opozarjajo na dejstva, da je inšpekcijski nadzor nad enostavnimi objekti, ki ne potrebujejo nobenih dovoljenj, težak. Prav tako kot postopek izterjave glob in namig, naj država, če že ocenjuje tako visok izplen iz tega naslova, sama zaposli dodatne gradbene inšpektorje, saj se delitev pristojnosti v praksi ne bi dobro obnesla. Dejstvo namreč je, da ima gradbena inšpekcija nadzor nad enostavnimi objekti na repu svojih prioritet. V razpravi pa je bilo slišati, da bi potrebovali bistveno manj inšpektorjev, če bi upravne enote, ki izdajajo gradbena dovoljenja, tako kot je to ponekod praksa, bolj bdela nad izvedbo, torej sodelovale najprej pri zakoličbi objekta in potem tik ob zaključku gradnje. Zbrani župani pa so najbolj nasprotovali načrtovani spremembi zakonodaje, ki bi po mnenju Majcnove pospešila sam postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. In to je, da bi investitor komunalni prispevek, ki je največji izvorni prihodek občine, plačal šele po zaprtju gradbišča, torej pred izdajo uporabnega dovoljenja. Tako naj bi bilo tudi manj neskladnih gradenj. Župani, vajeni navad investitorjev, predvsem če so to pravne osebe, pa temu ostro nasprotujejo. Ja, res je, torej v samem zakonu ni zanikati, da ima kar nekaj dobrih nastavkov, ki bojo ljudem olajšali gradnjo. Seveda najbrž pospešena gradnja pomeni tudi nekaj več sredstev za samo občino. Po drugi strani pa imamo tudi pomisleke, recimo za nas je tak eden izmed glavnih ključnih pomislekov je ravno predlog, da se komunalni prispevek pri novogradnjah plačuje ob zaključku gradbišča. To je za občino nesprejemljivo, sedanja praksa je veliko boljša, torej da se pred izdajo gradbenega dovoljenja komunalni prispevek plača. Kajti sami vemo, kaj to pomeni odprto gradbišče oziroma zaključeno gradbišče. V nekaterih primerih je to nikoli končajoča se zgodba, sami objekti pa že obremenjujejo okolje.
Izračun komunalnega prispevka po njegovem mnenju niti ni krivec za dolgotrajen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Morate se zavedati, da si tudi mi želimo komunalni prispevek čim prej izračunati, zato da ga čim prej dobimo nakazanega na naš račun. Župani so že sicer opozorili tudi na problematiko špekulantov, ki imajo v lasti zazidljiva, pa vendarle nepozidana zemljišča, ki jih je občina komunalno opremila, sedaj pa od njih nič nima. Le očitek, da dokler ne bodo pozidane tudi te površine, ni možno spreminjati namembnosti drugih zemljišč. Društvo Planet Zemlja je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor tudi letos razpisalo vseslovenski natečaj za naziv Zemlji prijazna občina. Tokrat pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Mira Cerarja. Poleg občin, ki so prejele naziv Planetu Zemlja prijazna občina, so priznanja podelili tudi občinam, ki jim je ta naziv za las ušel iz rok. In med njimi je že drugo leto zapored tudi občina Medvode. Kakšne kriterije je treba izpolnjevati za priznanje ali celo naziv, pa v prihodnji oddaji. Letošnji dobrodelni Karitasov koncert so gostili v Smledniku, kjer so se tamkajšnje Karitasove delavke še posebej potrudile in pripravile program, ki je potekal pod vseslovenskim geslom V objemu dobrote. Pred prihajajočimi prazniki so stiske ljudi še večje in bolj opazne. Ne samo materialna revščina, vse večja je tudi tista čustvena in tudi o njej so spregovorili zbrani gostje. V objemu dobrote se je glasilo geslo letošnjega dobrodelnega koncerta župnijske Karitas, ki ga je letos organiziral odbor iz Smlednika. Pod budnim očesom Karitasovih delavk je nastal razgiban program, ki je poskrbel za vse okuse. Priprave so bile kar dolgotrajne, ko smo izvedli geslo v objemu dobrote letošnjo. Smo se vsak mesec srečevali na mesečnih srečanjih in je vsaka dodala kakšen kamenček in izgledale pa tako, kakor je zdaj bilo predstavljeno. Veliko je bilo povedanega predvsem o stiski ljudi, ki je v teh časih ne samo materialna, pač pa vedno bolj tudi čustvena. Čas, v katerem živimo, je taka, da nas nekako napravlja osamljene. Sama trgovina, pa vse te stvari, letanje po trgovinah človeka res ne more združevati. To je vse nekje, tako lansirano, samo zato, da ti v žep grejo, pa ti denar potehnijo. Ampak s tem se tudi, kot smo mi zdaj v času misijona veliko o tem razmišljali, da s tem nekako siromašijo tudi medsebojni odnosi, zlasti v družinah. Ker družina ni več skupaj. In ravno to, da bi živeli skupaj starši in otroci, tudi v nedeljah ali pa v takih trenutkih, ko imajo čas, bi se povezali med sabo in bilo verjetno to veliko več sreče v ljudeh, kot pa je sedaj. Zdaj pa seveda, kot ste vprašali, materialno, se pravi, marsikdo potrebuje pomoč, ampak jaz mislim, da več ljudi potrebuje eno duhovno oporo, eno pomoč nekega prijateljstva, nekega razumevanja. Se mi zdi, da ljudje velikrat, tisti, ki k nam hodijo po pomoč, bi velikrat rabili tudi duševno podporo, včasih terapevtsko pomoč in mi se trudimo, da naši prostovoljci, pa tudi, kar imamo profesionalnih možnosti, da kolikor lahko te vrste pomoči tudi ponudimo našim prosilcem. Na pomoč tistim, ki jo potrebujejo, pa se seveda največkrat odpravijo prav delavci Karitasa. Mi smo vedno znova presenečeni, da se število naših prostovoljcev ne usipa. Včasih mi moje prostovoljke rečejo, lejte, sej, ko bomo se pa mi še postarale, ko bomo še malo upešale, potem pa ne bo nobenega več. Pa je vedno znova izkušnja, da pridejo mlajši prostovoljci, drugi ljudje, nove moči, in naše zgodbe kar lepo tečejo naprej. Če mene vprašate za našo Karitas, nimam problema. Če rabim 10 moških, bom 10 moških dobila. To je običajno 3-krat na leto, ko dobimo večjo količino evropske hrane in kamion imamo mimogrede prazen. Tudi enako je pa z gospema ali pa ženskama, ki z veseljem pomagajo, tako da nimam niti pri administraciji problema, niti pri nabavi, skratka znamo se organizirati.
Letošnje zbiranje sredstev Medvoške Karitas s programom, ki smo ga predvajali tudi na naši televiziji, je bilo namenjeno tudi zbiranju sredstev za malo Anjo in družino Kosec iz Pirnič. Zbrali smo se vse Karitas v občini Medvoda in se odločili na podlagi potreb. Soglasno smo se odločili, da bomo tokrat sredstva razdelili dvema družinama. Za malo Anjo in za Koščeve. Najbrž vsi poznate obe družini. Naj tokrat izpostavim Koščeve. Otroci so ostali sami brez obeh staršev, potrebujejo našo podporo tudi finančno. Predstavljajte si, da ostanete brez obeh staršev in morate v bistvu plačevati vse stroške, življenje teče dalje. Tako da za njih smo se odločili, oni so iz župnije Pirniče, medtem ko iz župnije Preska je pa Anja Jezerškova. Nastopili pa so tudi pevski zbori vseh generacij, tudi najmlajši, ki pravijo, da znajo pomagati sočloveku. A se kdaj spomnite mogoče tudi na tiste, ki zdaj, ko bodo Miklavž pa Božiček, ker nimajo mogoče pa, da bi jim pomagali? Ja, se zelo. Kako to potem pokažete, kako pomagate? Ste že kdaj kaj sodelovali? Z molitvijo pomagamo. Prav zaradi pridnih delavk in velikodušnih ljudi pa lahko nekaj pomoči pride tudi v roke tistih, ki jo v teh časih najbolj potrebujejo. V teden slovenske Karitas pa se je že 25. leto zapored vključila tudi naša televizija z oddajo Klic dobrote. Za otroke družine Kosec in za malo Anjo Jezeršek smo zbrali 630 €. Ne toliko, kot smo bili v preteklosti vajeni, kar pa je sicer razumljivo. Naša oddaja je bila zadnja v nizu vseh prošenj za pomoč. Nadzorni odbor občine Medvode je v prvi polovici mandata, torej v 2 letih, opravil oziroma zaključil 4 nadzore. Zadnje 4. končno poročilo, objavljeno pred kratkim, je o opravljenem nadzoru postopkov pri odločitvi in izvajanju investicije Gorki. Gre za velik projekt izgradnje kanalizacije Gorvodno ob reki Savi. Za našo občino je bila načrtovana izgradnja kanalizacije na področju krajevne skupnosti Smlednik in Zbilje ter izgradnja čistilne naprave v sodelovanju z mestno občino Kranj in občino Šenčur. Ker je občina Medvode še pod vodstvom prejšnjega župana Stanislava Žagarja iz projekta izstopila, jo obe prej omenjeni občini tožita. Tisto, kar je nas zanimalo, pa je, ali bodo ugotovitve nadzornega odbora kakorkoli pomagale pri odločitvah sedanjega vodstva občine. Sklep o nadzoru postopkov pri odločitvi in izvajanju investicije Gorki je sprejel občinski svet v tokratni sestavi letos aprila, čeprav same odločitve segajo v prejšnja 2 mandata, ko je občino vodil še Stanislav Žagar. Sklepati je bilo, da si predlagatelji nadzora ne želijo le odgovora na vprašanje, kdo je odgovoren, da se je občina Medvode znašla v taki situaciji, ampak tudi kako ravnati. Spomnimo, aprila je bila še aktualna izvensodna poravnava. Vendar končno poročilo nadzornega odbora na to slednje ne daje odgovora, saj se nadzorni odbor do pravnih vprašanj ni opredeljeval in to prepušča sodišču. V bistvu smo pač ugotovili, da mi ne moramo prejudicirati, kakšna bo sodna odločitev. Tudi ni v naši nepristojnosti, bom rekel, nimamo strokovnih podlag za to, da bi lahko občini priporočali, kako naj se odloča. Smo pa županu priporočili, da preden se bo odločil recimo za sodno poravnavo, da pridobi še ustrezno pravno mnenje. To pa naj bi odgovorilo o možnih kršitvah, ki naj bi jih občina Medvode naredila. Nadzorni odbor pa naj bi se, vsaj tako je zapisal v končnem poročilu, opredelil do vprašanja gospodarnosti in zakonitosti ravnanja občine pri odločitvi za pristop k investiciji in odločitvi za odstop od nje. To poročilo nikakor nobenega organa v tej občini ne razbremenjuje njegove odgovornosti, tudi za projekt Gorki. Starman ob tem ponovi pristojnosti, ki jih ima občinski svet pri sprejemanju občinske politike skozi proračun in načrt razvojnih programov, ki jih sicer predlaga župan, in županovo pristojnost pri izvajanju le-teh. In tudi v tem primeru je bilo natančno tako. Občinski svet je potrdil načrt razvojnih programov, vedno je potrjeval občinske proračune in vedno smo imeli v teh proračunih postavko projekt Gorki.
Vendarle ne z besedo projekt Gorki. Na kratko, nadzorni odbor ugotavlja, da je bil takratni občinski svet seznanjen s projektom, preden je župan Stanislav Žagar marca 2007 podpisal pogodbo o medobčinskem sodelovanju, saj je bila investicija res da kot kanalizacija Zbilje-Smlednik navedena v načrtu razvojnih programov. Res pa je pismo o nameri podpisal prej, preden je občinski svet sprejel proračun. Nadzorniki ugotavljajo, da je župan občinske svetnike seznanjal s potekom investicije in to ob obravnavah zaključnega računa in da jih je prek zaključnega računa za leto 2011, torej spet posredno in za nazaj ter v novi sestavi, seznanil tudi s problemom nerealiziranega projekta Gorki in jim istočasno v načrtu razvojnih programov že predstavil novo rešitev. Nadzornikov ni zmotilo dejstvo, da je kranjskega in šenčurskega župana že prej seznanil, da občina Medvode odstopa od projekta. Nadzorni odbor namreč v postopku ni mogel ugotoviti, ali je o tej svoji odločitvi tudi uradno obvestil občinski svet, niti ali ga je uradno obvestil o sodnem sporu kot posledici te odločitve. Za Starmana bi bila zgolj špekulacija odgovorno vprašanje, zakaj župan Stanislav Žagar občinskega sveta ni obveščal na manj posreden način. Prav tako kot bi bila zgolj špekulacija odgovor, kaj je bilo bolj usodno za občino, vstop v projekt ali kasnejši izstop iz projekta, za katerega so že namenili 92 000 evrov za nakup zemljišča za čistilno napravo in več kot 300 000 evrov za projektno dokumentacijo. Bi pa rekel, da se je skozi celotno obdobje bivšega župana nekako dalo čutiti, da se je pač on za te svoje odločitve nekako odločal precej, včasih žal malo nepremišljeno. Imamo kar nekaj, bom rekel, nasedlih investicij iz njegovega obdobja, ki so bile začete, pa ne končane. Za Starmana kot dolgoletnega nadzornika in tudi sicer kot občana, ki mu je do racionalne porabe proračunskih sredstev, so najpomembnejša prav priporočila, ki so jih nadzorniki dali glede investicij in vodenja le-teh. Občina za izvedbo investicij pač mora velikokrat pridobiti zemljišča. Imamo nažalost kar nekaj zadev takih, ko so bila zemljišča pridobljena, investicija pa nikoli izvedena. Prav za nakup prej omenjenega zemljišča za čistilno napravo so nadzorniki v končnem poročilu vendarle zapisali, da je šlo za nesmotrno porabo proračunskih sredstev, saj je občina kupila zemljišče preuranjeno. Tukaj je imel nadzorni odbor tudi zelo jasno priporočilo občini, da ne najde ustrezne rešitve pri dogovorih z lastniki teh zemljišč, ki bi ji omogočala nakup z odložnim pogojem. Na tak način, da pač investicija ne bi bila izvedena, da pač se pogodba ob določenem nadomestilu lahko tudi prekine. Nadzorni odbor torej kakšnih večjih nepravilnosti za nazaj ni ugotovil, dal pa je priporočila sedanjemu županu in občinskemu svetu v tej sestavi. Slednjemu predvsem naj z večjo skrbnostjo in kritičnostjo obravnava predloge župana ob sprejemanju občinskega proračuna, saj je kasneje njegovo delo avtonomno, županu pa naj ob podobnih odločitvah skrbno pretehta vse okoliščine in možne posledice. Priporočil pa mu je tudi, da v prihodnje zemljišča občina kupuje šele, ko bo projekt v ustrezni fazi. In kakšen je torej odgovorno vprašanje, ki smo si ga zastavili na začetku, ali bodo ugotovitve nadzornega odbora v pomoč občinski upravi? V konkretnem primeru, tožba v primeru projekta Gorki, bržkone ne. Zdaj, to konkretno poročilo nadzornega odbora v bistvu ne predstavlja kakšne posebne dodatne pomoči občini v zadevi Gorki. Priporočila, ki se jih je pač nadzorni odbor občini dal, v občinski upravi že v bistvu kar v precejšnji meri izvajamo.
skušamo biti pač tako pri pridobivanju zemljišč čim bolj racionalni, se pravi, da se odločamo za nakupe zemljišč takrat, ko vemo, da je projekt v določeni fazi, v bistvu, da je že v taki fazi, da je tudi realno izvedljiv. Pri čemer je treba ravno tako poudariti, da včasih to ni mogoče, ker so roki za oddajo vlog na posamezne razpise, na katerih želimo kandidirati, kratki in velikokrat potem, zmanjka časa, da se sklene pogodba oziroma da se naveže stik z lastniki zemljišč. Izvensodna poravnava v primeru Gorki ni uspela, tako da občina Medvode čaka na naslednje korake Mestne občine Kranj in občine Šenčur. Nadzorni odbor je v tem mandatu sicer zaključil 4 nadzori. Poleg prej omenjenega tudi nadzor poslovanja javnega zavoda Knjižnice Medvode v letu 2014, kjer kakšnih kršitev zakonodaje prav tako ni ugotovil. Ugotovil pa je, da nekaterih opravil pri investicijskem vzdrževanju in vodenju investicij v knjižnici zaposleni niso vešči. In ugotovil je določene nedoslednosti v pogodbah z računovodskim in čistilnim servisom. Bolj kritičen pa je bil v preostalih 2 nadzorih, kjer je bila nadzorovana oseba občina Medvode. Tudi v teh 2 primerih gre predvsem za odločitve, sprejete pod prejšnjim občinskim vodstvom. V vseh 4 primerih pa je nadzorni odbor končno poročilo le javno objavil na svetovnem spletu in ga posredoval nadzorovani osebi. Kolikor bi mi ugotovili znake kaznivih dejanj, potem bi pač morali to posredovati tudi ustreznim organom. V tem mandatu do takih primerov pač še ni prišlo. V primeru izgradnje novega vrtca v Smledniku je nadzorni odbor ugotavljal, da občina Medvode ni imela srečne roke niti pri izbiri zahtevne tehnologije, niti pri izbiri izvajalca in da ni pravočasno upoštevala ugotovitve in priporočil nadzornika gradnje. Mi smo pač to investicijo pregledali iz enega enostavnega vzroka, ker pač smo dobili informacije, da imajo pač v vrtcu za uporabo tega objekta velike probleme. Mi smo pa tam tudi ugotovili določene probleme v samem izvajanju investicije, ki so pač privedli na koncu tudi do unovčanja garancije in pa do dejstva, da imamo pač danes zgrajen vrtec, v katerega življenjske dobe pa ne moremo zagotovo si napovedati, kakšna bo. Ob nadzoru zaključnega računa za leto 2014 pa je nadzorni odbor ponovno ugotavljal kršitve zakona o javnem naročanju, predvsem pri izbiri izvajalca geodetskih storitev, kršitve uredb pri pogodbah vezanih na upravljanje, vzdrževanje in najem občinskih stanovanj, kršitve zakona o javnih financah, ko je šlo za plačevanje služnostnih pravic in odškodnin, ter nepravilnosti pri podjemnih pogodbah. Kot rečeno, pa se vsi 4 nadzori nanašajo še na bivše občinsko vodstvo. Tudi v poročilu, ki ga trenutno obravnavamo, to je poročilo o stanju in ravnanju z občinskim premoženjem v letu 2015, smo dejansko obravnavali še večino problemov, ki izhajajo iz preteklosti. Teh je v tej občini še kar nekaj. Prvi pravi preizkusni kamen za novo občinsko vodstvo pa bo nadzor zaključnega računa za leto 2015. Društvo upokojencev Pirniče je v prazničnem letu. Praznuje namreč okroglih 40 let delovanja. Vrhunec prazničnega leta je bila petkova slavnostna akademija. Njen kulturni program je predstavljal sožitje generacij, saj so ga sooblikovali med drugim tudi učenci glasbene šole Franca Šturma, baletne šole Stevens in plesne šole Latino Beat. V goste so povabili tudi fantovski pevski zbor Matici iz Vodic, ansambel Dobri prijatelji, za konec pa so zaplesale še plesalke Društva upokojencev Medvode. V pripravo slavnostne akademije je poseben odbor vložil veliko truda in vloženi trud je obrodil sad. Največje bistvo vsega tega pa je bilo to, da smo spravili toliko upokojencev. Dvorana je bila nabita. Ljudje so bili
zadovoljni, moram reči, zato ker se je to čutilo po aplavzu. Aplavdirali so celo med točkami, med petjem, med pevci. Potem pa, veste, se je pa zgodil še drugi plus, pa po sami akademiji. Da smo spravili toliko, rekel, verjetno govorimo v Pirančah, levi, desni, trdeči, ta zeleni, kodarlajsasti, vse smo spravili skupaj, penzionisti smo končno spravili pod eno streho, vse ljudi. Ko bi vi vedeli, kako so bili veseli in ob zvokih muzike smo plesali in peli. V torek, ko smo vodstvo Društva upokojencev Pirniče obiskali v novih prostorih v Domu krajanov Pirniče, to so prostori, ki jih je prej koristila krajevna skupnost, je že vladalo pa praznično delovno vzdušje, seveda polno vtisov. Za upravnim odborom je namreč veliko dela, pa tudi brskanje po arhivih. Moram reči, da sem sama bila velikokrat v arhivih Republike Slovenije, ker sem iskala podatke za nazaj, kdaj je začelo naše društvo delovati, kdo je bil iniciator. Seveda je bila to majhna skupina navdušenih upokojencev, ki so želeli pravzaprav samostojno društvo upokojencev Pirniče ustanoviti in so ga tudi ustanovili. In našla sem res nekaj zapisnikov, malo podatkov, ampak nekaj smo le izbrskali, tako da smo lahko poročali tudi na tej slavnostni akademiji o vseh, ki so bili zaslužni za teh 40 let delovanja. Vrhunec prazničnega leta je bila torej petkova slavnostna akademija, na kateri so poklonili darila 10 članom, ki letos praznujejo 80 let, 7, ki praznujejo 90 let in z veseljem povedo, da imajo med sabo tudi 100-letnika Ludvika Staniča. Kot se za jubilej spodobi, so na akademiji podelili tudi priznanja 13 najbolj zaslužnim članom društva, med drugim tudi letošnjemu dobitniku plakete občine Medvode, Avguštinu Sešku. To ni nesrečna številka, to je kar srečna številka, glede na to, da žal veliko med člani upokojencev jih ni več med nami, so se že poslovili, ampak teh 13, ki so pa dejansko leta in leta prispevali k dobremu delovanju Društva upokojencev Pirniče, si je pa res zaslužilo naše priznanje. Med njimi bi rada posebej poudarila gospoda Bruna Lična, ki je bil predsednik Društva upokojencev kar 16 dolgih let in je praktično na novo na noge postavil Društvo upokojencev. Najbolj kritična leta v delovanju društva so bila od leta 1997 do preloma tisočletja. Ja, v društvo sem prišel približno pred 15 leti. Takrat je bilo delovanje društva borno. Na prvem občnem zboru, kjer sem bil prisoten, nas je bilo 8. Je bila predstavnica Zveze upokojencev občine Šiška in je rekla, da se jim kar preveč ne ženemo k srcu, da se je to popravilo. No, in da je na zadnjih občnih zborih nas je po 90, tako da se je to res izboljšalo. Ob jubileju je društvo izdalo tudi brošuro z naslovom Naših 40 let, v kateri so strnili nekaj zgodovinskih dejstev, nekaj spominov in seveda aktualno osebno izkaznico društva. Jaz sem zelo vesela, da lahko rečem, da naše društvo se res še vedno razvija in napreduje tako v svojih aktivnostih kot v družabnem smislu, v smislu prostovoljstva, ker imamo tudi prostovoljke, ki so vključene v ta projekt Dodajmo starejšim leta, ki jih obiskujemo. Nabor aktivnosti za aktivne v Društvu upokojencev Pirniče je sicer pester. Poleg prej omenjene skupine prostovoljk pod vodstvom Irene Stanič, ki že 6. leto sodeluje v projektu Starejši za starejše in ima za cilj, da z večjo medsebojno pomočjo pripomore k večji kvaliteti življenja starejših doma na svojem domu, se skupina članic
delavnice enkrat tedensko zbere pri izdelavi ročnih del in voščilnic pod vodstvom Marine Ježek. Enkrat mesečno, 3. torek v mesecu, začenši v aprilu, se planinsko-pohodniška sekcija pod vodstvom Janeza Dobnikarja odpravi na organizirane pohode po bližnji in daljni okolici. Vsak dan med tednom pa se je skupina upokojencev razgibavala na jutranji telovadbi na prostem, vse do včeraj, ko je vodja Roman Veras vendarle precenil, da je postalo prehladno. Pa vsako jutro, od ponedeljka do petka, telovadim z mojimi mladenkami, tam od 70 let naprej. A veste, kako migajo lepo, neverjetne so. 3/4 ure traja naša telovadba, na koncu pa seveda moramo ukrepiti še lične mišice. To pa pomeni, da povemo kakšno šalo, kakšen vic in s tem se krepijo lične mišice in s tem potem ponavadi zaključimo vsako vajo. V imenu koliko upokojencev v tem trenutku dajete izjavo? Točnega števila upokojencev v Pirničah, Zavrhu, Vikarčah, na Verju ne bi vam vedela povedati, imamo pa skupno 320 članov, tako da to so pa res naši aktivni člani, razen nekaj jih je, ki sicer ne morejo več od doma, tiste pa mi redno obiskujemo in se z njimi pogovarjamo in tudi njihove potrebe ugotavljamo. In kaj je ostalo še na seznamu potreb sedaj, ko je skozi vasi vendarle pripeljal javni potniški promet, na kar so opozarjali vrsto let in ko so pridobili v uporabo nov prostor za druženje? Bi imeli upokojenci iz Pirnič pa tudi čez okolice en prostor, ki bi lahko bilo tudi dnevno varstvo. Ne. Vse več se pojavlja med upokojenci teh starostnih tegob, demence in podobnega in imajo včasih težave upokojence nekje držati v takem dostojnem stanju. Če bi pa bil dom, da bi lahko nekam se zatekli, bi to bilo zelo primerno. V Domu krajanov v Sori so v soboto gostili pohodnika, sicer člana občinskega sveta Lada Vidmarja, ki je obiskovalce s svojim potopisom popeljal po Iranu. Lado Vidmar se je že 7. leto zapored odpravil po poteh nekdanje svilne poti. Letos je 10 000 kilometrov dolga pot ga vodila predvsem po Iranu. Ja, zdaj z letošnjim letom vred je bilo to 7 zaporednih let in v teh 7 letih sem prehodil peš preko vseh teh dežel, da sem prišel letos skoraj do Mašada, približno 10 000 kilometrov. Sama ideja za to popotovanje pa ni bila prvotno taka, kot je sedaj, a je preko spletov okoliščin privedlo do tega, da sedaj potuje po tako imenovani svilni poti. Pravzaprav se nisem odločil najprej za to pot. Najprej sem se odločil, da grem do Atlantika, se pravi prek Italije, Francije, Španije, Portugalske. No, pa sem videl, da mi to odgovarja in sem se odločil, da grem pa na vzhod in sem se odločil za svilno pot oziroma saj za približno traso, kjer je bila svilna pot in imam nekak namen en dolgoročen cilj priti do Lhase v Tibetu. Vidmar je poudaril tudi to, da navkljub pričevanju različnih medijev sam ni v Iranu čutil neke skrbi pred islamskimi skrajneži, ampak je čutil prijaznost in iskrenost tamkajšnjih prebivalcev. Jaz tega občutka nisem nikdar imel, moram reči, da se tudi obnašam tako, kot se mi zdi, da je prav, da se obnašam v deželi, da se prilagodim kulturi. Imel sem seveda nekaj takih dogodkov, ki so bili mogoče malo napet, predvsem tukaj na koncu Turčije oziroma v bližini iranske meje, kjer so v stalnem konfliktu Turki in Kurdi. In letos sem zvedel, ravno ko sem prečkal oziroma ko sem hotel prečkati mejo iz Turčije v Iran, da so v lanskem letu, da je bilo mrtvih okoli 30 vojakov turških v teh konfliktih s Kurdi. Seveda, zdaj jaz ne bom presojal, kdo je za kaj odgovoren. Jaz verjamem, da Kurdi si zaslužijo, koliko smo si mi Slovenci svojo državo. Njih je 50-60 milijonov raztepenih v Iraku, Iranu in v Turčiji in bi hoteli svojo državo imeti. Jasno, da jim je to za prvošati, ampak to je pač njihov političen problem. Jaz se v to pač nikdar ne vtikam. In tle sem imel malo problemov zaradi tega, ker so se te policaji in vojaki najbrž bali, da bi se meni kaj zgodilo in so me majhen večkrat pregledali.
da so tudi majčkeno bolj strogo nastopili oziroma bolj pojaško, tako da sem mogel roke dvigati, tako da je nekdo name s puško meril in tako. Ampak to so stvari, ki pašejo pri takih stvarih zraven, če imaš neko mirno vest, če si ne vem, suveren in da nimaš nobenih za sabo nekih slabih namenov, potem se morajo stvari več ali manj dobro izideti. Meni se in sem za vso pot, ki je še pred mano, kar optimist in upam, da jo bom užival v njej in da mi bo uspela. Na koncu pa je Vidmar podal še nekaj napotkov za motivacijo, tako na poti, kot tudi v življenju. V bistvu izkušnja je to, da enostavno ne smeš razmišljati ta prvi dan, koliko boš hodil. Ampak da moraš se veseliti vsakega koraka, vsakega dneva, za vsake ovinko, kam bo noga in osnova je pa itak motivacija, da si motiviran za neko stvar, to je ravno tako kot v šoli. Če te matematika ne zanima, se ne boš naučil, če te zanima likovni pouk, boš z veseljem risal in tle isto. Če si motiviran, da te dežela zanima, da ti je všeč zgodovina, ljudje, način življenja, tuje dežele, drug način, druge kulture, potem je to en zelo velik motiv in v bistvu garancija, da boš uspel. V sredo 30. novembra je na osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku potekal Miklavžev sejem. Vsak razred je imel svojo stojnico, na katerih so prodajali svoje izdelke in razveseljevali ljudi. Tako kot bo njim v ponedeljek pričaral nasmeh na obraz Sveti Miklavž. V sredo je na osnovni šoli Simona Jenka v Smledniku potekal že tradicionalni osnovnošolski Miklavžev sejem. Celoten dan na šoli je potekal v znamenju sejma, saj so imeli učenci tehnični dan, na katerem so izdelovali izdelke, ki so jih kasneje prodajali. Denar, ki so ga zaslužili, bodo kasneje lahko tudi koristno porabili. Kam pa gre ta denar, ki ga osnovnošolci zberete? Meni se zdi, da je za naše igrala pa šola v naravi. Na šolski sklad, ko bojo ne nova šolska igrala, ampak učilnica v naravi, bojo zgradili. Je bilo zahtevno delati vaše izdelke, ste se mogli fejs potruditi? Jaz sem se zelo. Jaz sem se, ja. Ste povedali staršem, prijateljem, da ste danes tukaj, da vas pridejo obiske, da mogoče kupijo kakšne izdelke od vas, da vam naredijo malo prometa? Ja, smo. Pa so že prišli? Moj oči pa mami bosta še prišla, pridite ven iz trgovine. Ok. Moja mami pa moj bratec pa mi smo že vse moje izdelke kupili. Vsak razred je imel svojo stojnico drugače obarvano. S pomočjo učiteljic jim je uspelo narediti prečudovite izdelke. Česa ste pa delali voščilence? Pa iz kartona, pa iz kakšnih zvijak. Kaj pa vazice, iz česa so pa vazice narejene? Iz gline, pa iz dasmase. Iz dasmase pa iz barv. Iz dasmase, ja. Pa voščilnice pa iz kartona, pa iz bleščič gumbov, pa iz temper. Pa temper. V ponedeljek bo pridne otroke obiskal Miklavž. Nekateri so mu že pisali, drugi mu še bodo. Bolj kot obiska Miklavža se bojijo njegovega spremstva. Mogoče pa niso bili vsi tako pridni, kot pravijo. Ne. Ja, lano se že, predlansko leto je odnesel, pa je pa ati lovil okoli, a ne? A nisi bila pridna, da si to vzela, kako? Nekatere kraje naše občine zaznamuje ljubiteljsko ustvarjanje. Če Soro poznamo kot kraj folkloristov, potem so Pirniče znane po gledališnikih. Pretekli teden smo poročali o novem lutkovnem odru na Aljaževini, danes pa o premieri mini lutkovnega odra na odru Treh herojev Pirniče, kjer že cela desetletja razveseljujejo mlade z lutkovnimi predstavami. Mini lutkovni odra Treh herojev Pirniče je pretekli vikend na svojem odru premierno prizoril igrico češkega pisatelja lutkovnih igric Jana Malika Žogica Marogica. Žogica Marogica je zelo zanimiva pravljica za otroke. Tudi igralska ekipa jo je vzljubila in nekako želim si, oziroma želeli smo si, da bi čim več generacij otrok videli to predstavo, da potem, ko odrastejo, se spominjajo, kako so pihali, da so premagali zlo.
Odločitev za to predstavo je padla že pred počitnicami, takoj začetkom šolskega leta pa so mladi igralci pričeli z vajami. Dvakrat na teden smo imeli priprave, pa smo imeli vaje. Včasih smo šli sam po prizor, včasih smo šli pa še čez celo tekst. Pa so pa zvadali pa skozi dajali nove stvari. Igralci so pri pripravi igrice uživali in skozi vaje spoznavali ne le like iz predstave, ampak tudi izvedeli marsikaj novega o lutkovnem ustvarjanju. Svoje je predstava tudi zanimiva zato, ker v njej igrajo otroci, njihovi starši in njihovi prijatelji. Nekje je dvorana prostor, kjer se družijo, uživajo in ustvarjajo, predvsem uživajo v tem, kar počnejo. Ne? Mladi lutkarji o pripravi na predstavo tako koristno izkoristijo svoj prosti čas, obenem pa jim spoznavanje igre pomeni tudi odličen pripomoček za osebnostni razvoj v mladosti. Ker je ekipa zelo homogena in ker uživajo igralci v tem, kar počnejo, bo verjetno še ta predstava živela in bomo se še predstavili, kje s to predstavo, kje drugje. Gledalci so predstavi uživali. Tisti, ki ste igrico zamudili, pa si jo lahko ogledate tudi v okviru otroškega abonmaja od Tehajček. Žogica nogica bo Pirniški ode ponovno razveselila v soboto 17. decembra. Natanko čez teden dni, torej v četrtek, se obeta nova premiera v Kudu Fofiti. Špeganje ali pipšov pod Alpami je naslov nove komedije v režiji Branka Kraljeviča. Še prej pa o velikem uspehu, ki so ga Fofitejevci doživeli v teh dneh. Že prejšnjo nedeljo se je s podelitvijo nagrad najboljšim zaključil festival ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi na Jesenicah. Med 28 predstavami prijavljenimi na razpis je žirija izbrala 6 najboljših in med njimi je bila tudi predstava Bog masakra v izvedbi Kuda Fofite. Med nominirankami za nagrade sta bili tudi obe Fofitejevi igralki, Katarina Srna in Maša Kavčič. In slednja je po oceni žirije odigrala najboljšo žensko vlogo letošnjega festivala. Ja, super, ne? Očitno mi je ratal. Očitno nam je ratal. Ja, mislim, super občutek, seveda. Neko tako priznanje po veliki količini trdega dela je seveda super dobiti. Ko si poslušala mogoče obrazložitev, kaj ti je bilo najbolj všeč? Cela obrazložitev mi je bila zelo všeč. Zelo dobro za moj ego, moram priznati. Če bi vi naredili obrazložitev, zakaj je Maša dobila to priznanje, bi ga napisali kako? Tako hitro, kot moram zdaj povedati, se ta priznanja ne pišejo, ne? Ampak na vsak način bi izpostavil to, da združuje v sebi delovnost, talent, natančnost in počasi tudi že kar nekaj izkušnje, kar je v tem primeru rezultiralo res v bogato vlogo z polnimi registri ženskega lika, tako kot se pač pričakuje na takem festivalu. Maša pa ima svojo vlogo tudi v novi komediji, ki bo premierno prizorjena prihodnji četrtek v Kulturnem domu Medvode. V tej predstavi pa igram vlogo Ane, hči Marte in Hansa. Taka, sicer igram malo mlajšo dekle, ampak nič zato manj gajstno. Bom rekla, zanimiva, nežna, hkrati zelo entuzijastična za svoje sanje in za prihodnost, tako da ima tudi komične vložke, tako da zelo zabavna vloga, no? Mala osvežitev po Anet, ki je bila pač malo bolj resna vloga. Režiser Branko Kraljevič našteje 3 vzvode, zakaj na oder postavljajo prav komedijo Markusa Kobelja Špeganje ali Pipšov pod Alpami. Veliko stvari je, ki pogojuje to. Ena prvih je zasedba. To se pravi, igralci, ki jih imamo na razpolago in so v tem pač trenutku prosti. Drugo je želja potem, da bi publiki ponudili nekaj, kar bi bilo všečno, kar bi jo zabavalo, kar je komedija ali pa blizu. Tretji razlog je pa to, da ta komedija ne bi bila ravno najbolj preprosta, deva reči plehka ali pa banalna, ampak da nosi sabo tudi kakšne druge dimenzije, ki človeka pripeljejo do tega, da v kakšni stvari malo se kaj povpraša.
No in ta tekst, to besedilo pravzaprav združuje vse te kvalitete in odločitev pol nekako ni bila težka za to. Poleg prej omenjene Maše Kavčič bodo zaigrali še Katarina Srna, Zvone Nagode, Jure Galičič in Katja Kutnjak. Tamle zadaj za nami je Mat Horn, pa bi vprašala, zakaj ni Triglav? Triglav ni zato, ker smo pravzaprav besedilo naštudirali tako, kot je napisano. Sprememba je seveda iz slovenščine, smo to spremenili v gorenjsko narečje, ampak drugače se pa to nahaja nekje v švicarskih Alpah, blizu vasice, v kateri naj bi domovala Heidi, ker je ta prostor pravzaprav tako alegoričen in tako poln nekih simbolnih primerjav, da ga zlahka potegnemo tudi pod Triglav, ne glede na to, da Triglava ne bomo posebej omenjali. Vabljeni torej Kulturni dom Medvode, če želite okusiti, kakšno je pristno življenje družine Holzer nekje pod švicarskimi Alpami. Če bi morali takole na hitro narediti slogan oziroma reklamo za to vašo premiero, bi rekli kaj? Ta naša premiera ponuja najprej smeh in njena velika kvaliteta, o besedilu govorim, je pa v tem, da skozi ta smeh pride tudi resen premislek o tem, kako daleč bomo pravzaprav same sebe prodali in kako daleč bomo posekali vse korenine, ki nas vežejo na naše egzistence. Pa dajmo zdaj, no. Dobrih 9 let šteje moški pevski zbor Župnije Preska, katerega član je tudi župnik Jure Koželj. Le leto manj jih vodi zborovodja Marko Jankovec. Iz leta v leto je po eden več. Začeli smo z 10, trenutno nas je 16 oziroma 15 je pravo število, danes 16, to je seks decet. Vedno se da stvari izboljšati, to zmeraj stremimo, ampak današnja zasedba je bila tista, ki sem se jo vedno želel, to so po 4 pevci na en glas. Jaz sem zelo vesel, da pridejo tudi mladi zraven, ker nekako čutijo eno povezanost v zboru, družimo se, hecamo se radi in tako to vzdušje raste. Statistika letošnjega leta je 39 vaj in tokratni letni koncert, 17. nastop od načrtovanih 18. Čaka jih namreč božičnica. Danes smo slišali, da imate na vajah prav poseben pristop, mogoče kakšen opis, kako to izgleda? Jaz sem z moškimi že od malih nog pri raznih pevskih zasedbah in sem dobro poštudiral, kako je treba ravnati z njimi. Ne? In tako kot doma, moški morajo velikrat poslušati ženske, tako morajo pa tukaj mene, ampak na malo drugačen način. In popolnoma nič ne zamerijo. Vedno se treba malo pohecati, hkrati pesem predstaviti na tak način, da jo razumejo in na to jo znajo tudi interpretirati. Tukaj je treba kar malo potipati, novo pesem prineseš, na to začutiš, ali jo sprejmejo ali ne in potem se odločimo, ali jo vzamemo za svojo. Sicer pojemo pri mašah sakralno pesem in pa redno se udeležujemo revije območnih pevskih zborov. Sicer pojemo narodno ljudsko umetno pesem, predvsem se držimo slovenskih skladateljev in pesmi slovenskih pesnikov. Program letnega koncerta je bil sestavljen iz 3 delov. Prvi del je bila glasbeno prizoritev poezije slovenskih pesnikov, med drugim Srečka Kosovela, Simona Gregorčiča in Simona Jenka. V drugem delu so zapeli ljudske pesmi, med njimi tudi take, ki so redkeje slišane.
Koncert pa so zaokrožili še s priredbami zabavnih oziroma narodno-zabavnih pesmi, med drugim tudi Avsenikovih. Redni del programa so zaokrožili skupaj s solistom Tonetom Rusom, ki je širši javnosti znan kot glasbenik, avtor skladb, pevec pri Fantih z vseh vetrov in kot vodja narodno-zabavnega ansambla. Tokrat pa je v goste prišel skupaj s svojo družino. Tolikšnega pozitivnega odziva občinstva je sicer vajen. Svetlo sonce, dneve vse naj pozlati. Sem navajen pred publiko, toliko let sem že na teh glasbenih odrih. Sem bil pa vesel povabila zbora, kjer ga vodi Marko. In danes seveda nek občutek, kad nastopam z družino, je pa nekaj posebenega. To mi je malo kdaj se srečamo. In to mi je lepo, moram reči, da pri nas vsi glasbo študirajo in mi je lepo zaigrati z družino. Koncert sta z glasbo popestrila hči pianistka Nadja in sin kontrabasist Grega. Slednji je član mladinskega orkestra Gustava Mahlerja, oba pa sta tudi Prešernova nagrajenca Akademije za glasbo. Pri skladbi Cvetje v jeseni Urbana Kodra se jim je pridružil brat Dominik na trobenti, pri znani pesmi Edelweiss pa s svojim glasom sestra profesorica glasbe Natalija, ki vodi tudi cerkveni pevski zbor v domači župniji. Ja, moram reči, da sem doma iz Vrzdence, na mehne vasi in so bile maše res brez petja, je bilo kar hudo. Tako da Natalija, ta starejša hčerka, ki je profesorica glasbe, mogoče sem tudi jaz skriv, sem rekel, dej Natalija, meni te maše so tako brez petja utesnjene. In zdaj vsi pojemo pri cerkvenem zboru, po različnih glasovih, tako da če pride Rusi, je že kar pol glasbe. Celotna družina pa je svoj del programa zaključila z očetovo skladbo Lepo mi je ob tebi. Seveda mene vidijo s harmoniko, je pa res, da sem zelo širok. Moram reči, da tudi zdaj, ko otroci dobivajo te nagrade, smo veliki v Slovenski filharmoniji in mi ni težko preživeti en lep koncert klasične glasbe. Tako da sem vesel, da sem širok na ta način. Je pa res, da seveda neko srečanje s to ljudsko pesmijo, z nekim zborom, z nekimi lepimi glasovi. Tudi sam sem bil član kot študent akademskega pevskega zbora, to znam pa tako spoštovati. To je pa tako kur, toliko ene prizadevnosti, tako da sem vedno čestitam vsakem posamezniku pevcu. Že 3. leto zapored je letni koncert moškega pevskega zbora župnije Preska moderiral Janez Dolinar. Prebiral je vezni tekst, ki ga je pripravil Franci Bečan in med drugim prebral tudi eno izmed njegovih črtic, ki govori o spravi slovenskega naroda skozi oči najstnika. Črtice pišem že 15 let, objavljam jih v glavnem v ISIS-u, to je glasilo Zdravniške zbornice. Vezni tekst sem pisal glede na pesmi, ki smo jih peli. Zdel se mi je primeren ta Zbrezi izpred skoraj 50 let, ko sem prvič videl škofa Leniča. Opazoval sem ljudi in mislim, da je bila črtica prava. Zase sicer pravi, da najraje prepeva v glasbeno poezijo slovenskih pesnikov. Ima glasba torej za vas kakšne prave zdravilne učinke, lahko rečemo, da je to nekaj terapevtskega? Glasba je duša, glasba je balzam za dušo. Z veseljem sporočamo, da članska ekipa košarkarskega kluba Medvode še naprej niza zmage. V 6. kolu je na domačem parketu z rezultatom 76-62 premagala Koper. V 7. kolu pa v gosteh z rezultatom 61-68 še Vrhniko. V preteklem tednu so se zgodile 3 prometne nesreče, 2 v Medvodah in 1 na Senici. V Medvodah je nespreten voznik tovornega vozila na parkirišču trčil v parkirano vozilo in potem pobegnil. Na Senici je nesrečo povzročil voznik, ki je vozil pijan in z neprilagojeno hitrostjo. Vozniško dovoljenje so mu začasno odvzeli. V drugi nesreči v Medvodah pa je kombi trčil peško, ki se je v nezgodi telesno poškodovala. Tudi v preteklem tednu ni bilo miru pred vlomilci. V Mošah so vlomili v stanovanjsko hišo.
V Medvodah pa je nekomu zadostovala tatvina smetnjaka za embalažo. Še nekdo je poskušal vlomiti v nebivalni objekt. Negoljuf pa je poskušal stranke opehariti pri nakupovanju preko spleta. Dogajalo se je tudi v proizvodnem objektu v Medvodah. Delavec je fizično napadel sodelavca in ga poškodoval. Zoper kršitelja pa bodo sledili ukrepi glede na težo telesnih poškodb. Kot vsak teden vas ponovno opozarjamo na prošnjo policije, da jim sporočite, če opazite karkoli sumljivega, kar bi policistom pomagalo pri razkrivanju vlomilcev, ki delujejo na območju naše občine. Ponovno opozarjajo tudi na redno preverjanje gostinskih lokalov v občini in opozarjajo, da v okviru svojih pristojnosti dosledno izvajajo ukrepe za preprečevanje kršitev javnega reda in miru. V mesecu decembru bodo izvajali tudi poostrene nadzore nad psihofizičnim stanjem voznikov, zato opozarjajo, da se tisti, ki boste pili alkohol, vožnje takrat odpovejte. V prihajajočih prazničnih dneh pa pozivajo tudi vse občane, da se jim pridružite v preventivni akciji Postani zvezda, ne meči petard. Tiste, ki pa se jim ne mislite odreči, pa opozarjajo, da je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, v strnjenih stanovanjskih objektih in v okolici šol in zdravstvenih ustanov strogo prepovedana. Nikar pa ne pozabite, da prihodnji teden prihaja Miklavž. Upamo, da ste bili letos pridni. Nasvidenje.